Dober dan, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici in seveda prav lepo pozdravljamo tukaj tudi Društvo Kultura in Kultura Slovenija. Danes je dan posvečen slovenskemu kozolcu. In kam sodi ta slovenska kulturna dediščina v naš spomin in refleksijo bolj kot na slovensko matico? Najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo, ki letos praznuje 160 let. In to je pravzaprav tudi 160 let ohranjanja slovenske pisne kulturne dediščine. Slovenska matica je bila tista, ki je dolga desetletja odkupovala rokopise slovenskih pisateljev in avtorjev. Bila je tista, ki je predala vso to dragoceno zapuščino ob ustanovitvi Slovenske univerze, Narodni in univerzitetni knjižnici. Bila je tista, ki je imela v lasti najstarejše slovensko tiskano besedilo, to so stavki Levkup, Levkup, Boga Gmajna, ki ga je dal plemeniti Radič v last in posest in ona ga je predala za večno hrambo Narodni in univerzitetni knjižnici. Prav enako pomembno kot ohranjanje pisne kulturne dediščine slovenstva, pa je seveda ohranjanje njene materialne kulturne dediščine, njene snovne kulturne dediščine. In tak dogodek gostimo danes tukaj. Tukaj v naši dvorani sedite na stolih Nika Kralja, industrijskega oblikovalca, ki je tudi sam seveda izhajal iz kmečkega podeželskega okolja in se je zato še kako zavedal pomena tudi kozolca kot simbola slovenstva. Tako je svojim študentom dal za pomembno nalogo tudi pisanje seminarskih in raziskovanje nalog s temo slovenskega kozolca, ki so zbrane tudi v tej knjižici, ki je jo izdala Slovenska matica. Zakaj kozolec kot simbol slovenstva in zakaj je tako zelo pomemben? Pravzaprav je vrednost nekega naroda to, kakšne so njegove korenine, kako globoke so, kako zelo njemu lastne, kako zelo posebne. Samo tisti, seveda, ki zna gojiti te svoje korenine in jih ohranjati, samo tisto narodno drevo, samo tisto drevo kulture in znanosti bo tudi raslo in cvetelo naprej. In kako bomo lahko razumeli različnost in posebnosti drugega, če ne znamo spoštovati in ceniti posebnosti svojega lastnega naroda, naše kulture. To, kako ravnamo s kozolci, je seveda v veliki meri včasih in pogosto sramotno. In zato je še kako pomembno, da se je zbrala skupina ljudi, ki si prizadeva za to, da se kozolec vpiše kot slovenska dediščina tudi na seznam UNESCO. Na tak način bi mu ne dali samo njegovo izjemno vrednost. Ne bi bil to samo poklon vsem tistim mojstrom, ki so znali tako imenitno lesarsko vezati in s tako premišljeno, seveda tudi uporabno noto, narediti te čudovite simbole slovenstva, ampak bi bil to hkrati tudi način, kako kozolce v prihodnosti zaščititi. Slovenska matica se tako pridružuje temu projektu, ga podpira in bomo tudi v prihodnje pomagali vse, da bodo seveda tisti, ki odločajo, katere predloge seveda slovenska država, Ministrstvo za kulturo, da kot predlog za vpis na seznam UNESCO, da bo med njimi končno tudi slovenski kozolec. Hvala vsem, ki se že desetletja trudite, da bi bil
da bi bil kozolec prepoznan kot eden od največjih simbolov slovenstva in seveda zato predajam besedo tistim, ki so veliko bolj kompetentni. V nadaljevanju pa se zelo veselimo, da bomo slišali tudi predavanje profesorja dr. Boruta Juvanca z Fakultete za arhitekturo o kozolcu. In zdaj predajam besedo gospodu Slavku Meško v imenu Društva Kultura Natura Slovenija. Lep pozdrav vsem zbranim, hvala za besedo, hvala za privilegij biti z tako, kako ne rečem, eni rečem podeželsko zgodbo v tako imenitni ustanovi, kot je Slovenska matica. Ampak vi ste vse povedali. Dejstvo je, da eni in drugi vse skozi skušamo storiti, kar se največ da za tisto, kar nas dela Slovence, za tisto, na čemer slovenstvo stoji, zaradi česar je. In ena od takih malih, ampak velikih zgodb je tudi zgodba o ljudski arhitekturi, kjer pa je Kozolec neverjetno prepričljiv kralj vseh teh znanj, tako rokodelcev, pa tudi seveda prizadevanj lastnikov, ki so s to zgradbo potrebovali tudi veljavo, tako svojo kot veljavo svoje domačije kmetije. No, ampak da ne bom se zaplezal preveč v ta razmišljanja, kako se je vse začelo, najprej na začetku morda par besed o samem gibanju, ki se imenuje Kultura Natura Slovenija. Mi pravimo, da smo gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine, s tem pa tudi krajine. Torej nas zanima vse, kar je takega na tako zvanem skupnem slovenskem kulturnem prostoru. To je v celi Sloveniji in pa seveda v tem prstanu pokrajin, sosednjih državah, kjer so vedno in še danes živijo Slovenci in so ustvarjajo skupno slovensko zgodbo. Torej, Kultura Natura je neke vrste povezovalna organizacija in kot predsednika, ki se z veseljem ukvarja s to nalogo, me res veseli, da iskreno verjamemo pravzaprav to poslanstvo in da je tistih somišljenikov in sodelavcev v tej organizaciji, ja, lahko rečem, da na stotine, tudi v zamestju. No, Kultura Natura ima več projektov. Eden najstarejši z bradom ni se rodil v Kulturi Natura, ampak že prej je projekt Slovenski kozolec. Potem imamo en projekt namenjen zamestju, imenuje se Neznano zamejstvo, ne je v oklepaju, ker nekateri Slovenci v tistih krajih tam čez vse enkrat vemo. Tja vodimo že od leta 2000, predvsem mladi ljudi. Za nami je 900 šolskih ekskurzij, ki so spoznavali vsebine, kraje, ljudi od Trsta do Monoštra in tudi na Hrvaškem. No, potem je en projekt, ki je namenjen otrokom. Ringa raja se imenuje, raziskujemo rajalne, gibalne, družabne, vsakršne igre, ki so se jih otroci včasih šli, pa se igrejo še tudi danes. In to tu, pri nas, v Sloveniji, pa tudi tam čez, tudi na Tržaškem, tudi v Mrezi, tudi v Zilski dolini, tudi v okolici Lipica ali v Porabju, ki se igrejo po slovensko, pa tudi po madžarsko, ali pa po nemško, ali pa po italijansko, kako pač družba nanese. Ta projekt raziskuje to in ravno zdaj vodimo čezmejni projekt z istim naslovom. In prav veseli me, da je več kot 30 naslovov vključenih v tako unikalno mladi generaciji namenjeno zgodbo. No, potem je še nekaj takih stvari, ampak že leta 2009 gibanje Kultura Natura Slovenija podeljuje tudi neke vrste priznanja za zgledne dosežke pri ohranjanju in raziskovanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine. To priznanje se imenuje Naša Slovenija. Od leta 2009 naprej je bilo objavljenih 12 razpisov, prekinilo je to zgodbo samo obdobje pandemije. Do sedaj smo od ljudi, od tistih, ki poznajo, kaj je v njihovi vasi, mestu,
pokrajini, občini, kjerkoli pač že med ljudmi, torej zanimivega, napišejo predlog. Do zdaj smo jih dobili 400. Te predlogov dela žirija, trenutno že 8 leto jo vodi dr. Herta Lauseger, koroška Slovenka, prej pa jo je vodil zelo znani kulturnik Jože Humel. In podelili smo do sedaj 135 priznanj v 4 kategorijah, ne bom jih našteval. Trenutno je ta razpis odprt do 3. maja, podelitev pa bo 8. junija v Svečah na avstrijskem Koroškem. Kot rečeno, mi ne samo, da govorimo o skupnem prostoru, mi se ta prostor iskreno tudi gremo, če malo po gorenjsko vem. Ena podelitev je recimo v Križu pri Trstu, tam je tudi znameniti muzej slovenskega ribištva na nekdaj naši pravi obali, ampak vsi v te stare štorije. Dejstvo je, da če drugače ne, vas vabim, napišite kakšen predlog, vsak ga lahko napiše. Če poznate kakšno tako imenitno prakso, na naši spletni strani je razpis objavljen. In pa bo žirija rekla, če je predlog to tehten, da se potem z nagrajencem, nagrajenko skupaj vidimo v Svečah na Koroškem, na znamenitem Goršetovem vrtu v Svečah. Toliko o tem. Zdaj pa o zgodbi o slovenskem kozolcu. Zdaj, zakaj se je mene dotaknil kozolc? Jaz sem Gorenc, kar se sliši, da spod Stolarno, Žirončan, živim pa v Kropi, jaz sem se preselil. In pa nas doma, na naši parceli, tam je naša hiša še danes, se je rekli Prstoh, pri kozolcu. A ne, ljubimsko ime, Prstoh. Tako da jaz sem bil s 5 kozolci, ki so Storgovic opasali k naši kmetiji, vsi so bili stegnjeni, seveda. Sem bil, Gorenci rečemo, zacahnan od otroštva naprej. No, potem sem malo zrasel, sem se začel resno ukvarjati z nekaterimi vsebinami in deloval v teh krajih od kulturne dediščine, je recimo vsaj približen tudi moje botrstvo tam v Prešernovih krajih. In potem sem se odločil skupaj s somišljeniki, da bi začel delati knjige, ki bi na nek način osvetljevali zanimivo zgodbo teh krajev. Vi veste, da tam ni samo Prešeren, ni samo Čop, ni samo Javan, ni samo Janša, ni samo Finžgar, ni samo Ajdna, ampak je še in še, lahko naštevate, 100 imen priimkov se pojavi v različnih zgodovinskih obdobjih ali pa še več. In zato sem se najprej odločil narediti eno nepomembno knjižico o gospodu Trebušniku, ki je šel na Triglav. Tista knjižica je bila tako uspešna in ljudje so tako z veseljem rekli, da je še kaj, da smo iskali nov naslov. In srečal sem fotografa Jako Čopa, žal pokojnega, legendarnega planinskega fotografa, ki pa je z eno podobnih knjižic, kot ste vi pokazali, mislim, da je Mušičova, hodil po Sloveniji in sistematično fotografiral kozolce tam nekje od leta 50 do leta 75, v tem času. Torej, nabral je na stotine dragocenih dokumentarnih fotografij kozolcev, ki jih danes marsikje žal ni več, vedut krajevnih, o katerih onemiš in danes jih ni več, recimo fotografija Soškega polja iz njegovih časov, pa današnja podoba, se ti res nekaj utrne in si rahlo žalosten, ampak taki so časi prihajajo. No in z Jakom smo rekla, pa naredimo knjigo o kozolcih iz njegovih fotografij, čez 200 jih je v tej knjigi. In pa seveda potem smo rekli, nekdo, ki pa zna, ne pa Jaku pomaga, da bo še zgodbo sestavil, mogoče ima bolj strokovno utemeljeno, in povabili smo tudi Toneta Cevca, etnologa, ki se potem lotil urejanja zgodbe skozi fotografijo in tudi skozi recimo neke vrste poljubno znanstven tekst. In ko je to nastajalo, smo vedno bolj videli, da smo naredili knjigo, ki je pravzaprav globalna, ki jo moramo dati tudi drugim na svetu. To zgodbo o kozolcu je treba dati v svet in smo jo zato prevedli v angleščino, knjiga je dvojezična. Avtorica prevoda je dr. Irena Šumi, s kolegico Viktorijo Raške sta to naredili, oblikoval pa jo je arhitekt Janez Suhadolec. No, ta knjiga je bila kar nekakšen boom. Ob izidu leta 1993,
izjemen javni interes se je pojavil. Takrat je bil še en zraven, mogoče se te spomnili, ena akcija je bila Kozolc za princa Charlesa. In smo nekako eni drugi malo pomagali, malo smo bili pa na botosi sami sebi, ali kakorkoli že. Vendar seštevalo se je v vse splošni interes slovenske javnosti. Dajmo nekaj narediti. Ok, najprej smo s knjigo okrog hodili, imeli smo predstavitve. In potem mi je na Turistični zvezi Slovenije takratni predsednik Marjan Rožič rekel, ti, jaz vam tudi enega, a greš pogledat, sem delal dobro narejen in je bil en kozolček narejen kot za vrhunski suvenir slovenski. Češ to naj bi se podarjalo Turistične zveze v takrat nosilc nekega projekta za kvalitetni spominek, ne vem, še danes tudi, ampak takrat je bila. No in jaz pogledam, tisto kozolc tam je tudi na srednjem panoju taj Škofljice in sem rekel, pa to ni spomin, to je maketa, kdo pa to naredil, pa se to je filigransko, to je več kot spomin. Kdo pa je ta človek? In ta človek je bil arhitekt Boran Hrelja, živel je v Solkanu, v Slovenijo pa pribežal s prvim slovenskim konvojem iz Sarajeva. Ja? On je bil oficirsko dete, z Nove Gorice so se selili v Sarajevo, tam je doštudiral, postal predsednik Društva bosanskih arhitektov in z družino pribežal pač v Slovenijo, ter se trudil preživeti na najrazličnejše načine, zato je tudi naredil kvalitetni spomin, bil je na tečaj, nekaj bi pa mora biti padlo. In seveda čez 3 dni so vam dva z dr. Cevcem Brnem v Solkanu in temu toplarju Škofljice je potem dodal še 20 maket. In 20 maket ponavlja zgodbo, ki je v knjigi. Od Ostrnice, preko osnovnih tipov stegnega, pa do znamenitega toplarja v Bistrici pri Šentrupertu na Dolenjskem, v Mirenski dolini, ki je bil Jakočovu najljubši, zato ga je dal tudi na naslovnico, pa se mi je ta fotografija zdela premejhna in rekel, tako ste nejhno fotografijo notrdalno, pa smo pa še oddali in pa je bilo zadovoljno. Ja. Torej, ta znameniti Simončičev toplar v Šentrupertu, v Bistrici, če sem natančen, je del naše zgodbe, zato ga imate tudi tam v maketi, ga imate v Lizbi in seveda v knjigi, pa še marsikaj se dogaja, tam je zrasel celo muzej kozolcev, ampak o tem je pa kdaj drugič, ker nismo bili zelo navdušeni, da so v Mirenski dolini podali 19 kozolcev, da so muzej naredili. Ampak v redu, stilo ima tudi svoje pozitivno plat, ta zgodba, ne bodimo kritični na tale praznični dan. Torej, razstava in knjiga, ki je bila kot nekakšen dvojezični prospekt, sta začela potovanje, verjeli ali ne. S to razstavo smo bili na osnovi povabili. No, kar na hitro, od vrtcev do parlamenta, od ljubiteljev do arhitektov, od spet drugačnih ljubiteljev do etnologov, do društev, do protokolov, bili smo po celi Evropi, predstavljali to slovensko prepoznavnost. Bili smo v Milwaukeeju, v Le Montu pri Chicagu, bili smo v Pragi in tako dalje, da ne naštevam. Dejstvo je, da je to danes 140. postavitev in je malo jubilejna, zato ker je bila 1. aprila 1994 v Ljubljanski banki. Ja, blizu tukaj, ja, takrat se je ta štorija te razstave začela. No, takrat po prvi postavitvi nam je naš ljubi arhitekt, ki je imel velike ambicije, da bi sodeloval v razvoju projekta, tudi narisal vse te krokije, skice teh kozolcev, ki jih je naredil. In vsi ti kozolci imajo svoje velike brate na terenu. Potem so tam napisani nekaj naslovi. Skratka, ni šlo kar za nekaj, ampak je šlo za zelo temeljen pristop k predstavitvi te stavbne dediščine. On je dobil povabilo Društva arhitektov Kanade, da naj pride kot begunec v Toronto in je še danes tam. Ja, leta 1994 smo ga torej na nek način izgubili, ampak zgodba je taka, da ni bilo možno odnehati. Čakam neko priložnost, da ga bomo s kozolci ne tudi iskati v Toronto. Zakaj pa ne se Slovenci tudi tam ne? Potem je pa preteklo še in še vode in s tem bom počasi prišel do konca.
mi smo povezali tudi pokrajine v sosednjih državah, kjer kozolci še so. In Jakačov je rekel, tam, kjer kozolc, tam je Slovenc. In na nek način bom to prevedel v eno lep stavek našega predavatelja, profesorja dr. Ljubanca, ki je napisal, da je kozolc, se me tako pravi, če v kaj narobe zvejco povedal, da je pravzaprav kozolc edina etnična arhitektura, kar jih pozna. Da torej označuje prisotnost naroda, etnije, neke specifične kulture. In res je, od Pustriške doline, tam blizu izvira Drave, kjer kozolci so, pa po zahodnem robu do Benečije, recimo pod Mataljurjem jih imate v vaseh na desetine, pa seveda potem cela Zilska dolina, cela Koroška, do Pliberka, da v Sloveniji ne govorimo v vseh krajinah, razen seveda pri morju in v prek morju, tudi na Pomurje bi lahko rekel, tam nekje na Štajerskem sipu, brez pove, so pravzaprav povsod. In so povezani z nami. Bom kar to povedal, en tak neposreden dokaz te povezave sta naša dva gosta z Ruta nad Baško grapo. Ja? V Rutu smo leta 1996 najprej popravili en fanikin kozolc, stoh, rečejo gor, potem smo pa tam ustanovili tako ljudsko gibanje, ohranimo slovenski kozolc. Stotini ljudi se je priključevalo, ampak da grem v zgodbi. Rutarji so, veste, skod po rodu. Zinihe na Pustriški dolini, danes se reče San Candido, na Južnem Tirolskem. V 14. stoletju so se preselili na ta južni rob Bohinjskih hribov, pa še danes so tam. Pa tudi oni, kot njihovi rojaki v Pustriški dolini, imajo kozolce. Malo drugačne, ampak imajo jih in imajo še vedno kontakt. Zato ni bilo težko povezati te pokrajine, ko smo bili v Zilski dolini, je to pa pretrdilo, verjetno so bili tam z Inhena, so bili tam z Ruta, so bili tam z Koroške, so bili tam z Podjune, so bili z Benečije in so bili z vseh koncev in krajev Slovenije. In takrat smo se zmislili, to zgodbo je treba pa še drugače veljaviti, prijatelji smo že itak, dajmo mi probati dati kozolc na UNESCO seznam. Ker je zgodba tako prepričljivo unikatna, 100-krat podčrtana, na nek način, rekel, nima nobene konkurence v tem srednjeevropskem alpskem prostoru, ki bi lahko tako zelo po slovensko podpisali, da to preprosto moramo narediti. In smo začeli delati v času, ko se pojavil COVID. In potem si predstavljali, kaj se je zgodilo, to ni upravičilo, to ni jamranje, preprosto nismo kamor več smeli, potem so se malo zamenjali tudi ljudje. In tale dogodek, hvala za priložnost, je pravzaprav nov začetek pobude, v katero vsi, ki smo zraven, verjamemo. Vemo tudi, da nam bodo ob strani stale institucije, ustanove, ki jih zato imamo, da nam pomagajo, se drugače, zakaj pa bi jih imeli. Da pravzaprav postopek in birokracijo izpeljamo tako, kot se to spodobi. Da utemeljimo, strokovno utemeljimo seveda ta predlog in gremo potem, če se prav spomnim, nekih 16 sit, ki so nastavljene, da pride predlog skozi. In zdaj, mi se vsi skoraj poznamo. Zdaj, ko vidim že tole skupino, tukaj jaz vem, da se bomo na nek način dogovorili in bomo odnehali. Ne bomo odnehali, ker nimamo pravico še enkrat odnehati, ker se mene tiče moj in šlo prav, zdaj te bom pa dosti. Narediti do konca. In veselim se družbe, v kateri bomo to počeli. Veselim se vseh strokovnjakov, ki želijo biti zraven, s profesor Ljubancem na čelu, mi smo že dolgo zavezniki, Slovensko matico. Moram povedati tudi, da sem dobil en zelo prijazen message oziroma mail naše ministrice za kulturo, ki sporoča, da smemo računati na tisto pomoč, ki se jo od Ministrstva za kulturo pri takem postopku preprosto mora upoštevati. Tako da grem zdaj na nek način pod črto k koncu. Odziv medijev na ta mali dogodek je tako imeniten,
da vem, da bomo vzpostavili spet en širši javni interes. In na tej osnovi bom res vesel, če bomo skupaj, kdorkoli že, tudi med nami, tudi med publiko, so ljudje in naslovi, ki se v to lahko imenitno vključijo, da bomo zgodbo pripeljali do uspešnega konca. Mi smo že marsikaj zavarovali, lepo vas prosim, da gre za to, da bi kozolc zavarovali, gre za to, da ga spet opazimo in na zadnjem trenutku naredimo nekaj, da nam ne bo pred očmi pravzaprav izginil pozav. In bom še enkrat se vrnil v Pustriško dolino. V Zvezdski dolini je bil z nami župan, nekdanji župan Unihena, mislim, da se je Pasler pisal. 25 let je bil župan in je prišel na govornico in nas je prišel. Veste, pri nas v Pustertalu, v Pustriški dolini, imamo vse kozolce popisane, zaščitene, obnovljene, dok ne dej, da se jim kaj zgodi. In mi smo bili vsi euforični, bravo, alo. Potem je rekel, ampak nekaj mora še povedati. Veste, pri nas jih je samo še 6. Zato smo to lahko naredili. Vi jih imate pa vsaj 1000-krat toliko in ne razumemo, zakaj nič ne naredite, da bi pravzaprav to, da bi se s to zgodbo uveljavili na širokem prostoru. Ni veliko narodov, ki bi se lahko pobahali s tako ljudsko stavbno dediščino. In na tem, pravzaprav na tem apelu, seveda gradim, samo še to, tam zadaj na srednji sliki vidite 2 kozolca z Ruta. Vam bom pokazal, tudi v knjigi sta ista 2, celo verjetno z istega zornega kota narejena, tisti je bilo Janeza Kovačiča, namreč ta kozolc je skupaj z nekaterimi končal na znamkah, ki so išle, ja, ta isti. Prosim? Aha, se prosim, ta isti, a ne da. In ko smo mi začeli gibanje, smo rekli, naj se zgodi prvi dogodek v Rutu in to tukaj, ker to je pa moja najljubša fotografija iz te knjige. Ko sem prišel gor, so bi samo 4 steli. Pa smo ga popravili in od takrat naprej ima projekt Slovenski kozolc na Rutu, v Rutu, čeprav rečem, domicil. No in spodaj, tukaj pod tema 2, je pa zdaj en toplar, ki ga je naše gibanje dolgoročno najelo in ga ima namen odkupiti. Imenuje se Slovenčevstvo. Lastnika sta zakonca Torkar sicer. In pod tem Slovenčevstvom imamo pa namen za obiskovalce tistih krajev, pa za prijatelje kozolcev, tako, ki bodo zdaj pa še v Rut hodili, da pripraviti stalno predstavitev. Ja, tako na panorih. Predstavitev Ruta, Granta in tistih prekrasnih krajev. Ja. In na nek način s tem sporočilom animirati vitalne Slovence, Slovenke, take in drugačne, da pravzaprav zgodbi nekako sodelujemo. In samo še eno bi rekel, kozolc je v lasti gospodarjev, inovacij to kmetje, lastniki kmetij. Nam je velikokrat leti še in še kritike. Jaz bom obrnil čisto drugače. Poznam eno mamico, ki je stara 93 let, ima prekrasen toplar, nobenega nasledstva, od nje se pričakuje, da bo naš skupni spomenik ljudskega stvarstva vzdrževala. In takih je na stotine in tudi na tisoče. In če zdaj slovenska država toliko ponosna na to diko naše stavbne dediščine, da vedno znova reče, imamo pa kozolc, imamo pa sploh, pa kakorkoli že je beseda, najprej nekaj sistematičnega narediti za to, da bo kmetu, lastniku, gospodarju, ki kozolca v današnjem času, kot imaš ne rabi več, razen nekaterih odročnih krajih, sicer pa kmetijska tehnologija, ki je daleč proč od kozolcev, da bo torej to zgodbo lažje zmogil v naše skupne veselje, v skupni ponos. Hvala, ker ste me poslušali. Potem, ko bo čas, bomo še pa mogoče od makete do makete in pa skozi knjigo, ki pravzaprav ponavlja to, da je zgodbe. Jaz bi samo še nekaj naredil, preden grem poslušati, profesor do prebivanca, pa jaz bi rad gospe Ignaciji Friedel Jarc za knjižnico Slovenske matice, pa tudi za en tak
zelo uporaben spomin in opomin za skupno delovanje, predal knjigo Slovenski kozolci. Pa še enkrat hvala za povabilo. Naj bo ta dan, ki nas zdaj veže, tudi začetek res te skupne poti prizadevanj in verjamem, da bo uspešno vpisal tudi kozolec na svetovno kulturno. Se veselim. Ja, zdaj gremo pa k strokovni besedi. Vse piše že na zaslonu. Profesor dr. Vojn Pribanec nam bo seveda o kozolcu povedal tisto, kar arhitekti želijo povedati. In to so skrivnosti, o katerih pravzaprav premalo vemo. Izvolite. Gospe in gospodje, arhitekt sem in zato bom pokazal arhitekturo slovenskega kozolca. Ne ukvarjam se samo z lesom, ne samo s kozolcem, dokumentacijo, recimo suhozidnih konstrukcij imam od Islandije do Jemna, pa od Azorskih otokov do Palestine. Se pravi, gre za širok nabor vernakularne arhitekture. Tiste arhitekture, ki jo je človek, mali človek, če tako rečemo, zgradil, tudi zgradil je veliko arhitekturo. Eden značilnih primerov je na vsak način kozolc. In kot tehnik bom govoril seveda bolj tehnično, ali ker je čas pač omejen, bom pokazal samo arhitekturo, tehnične elemente kozolca, ki nastopa v mnogoterih oblikah, namenih in tako naprej. Na začetku, kot tehnik, naj povem seveda najprej definicijo kozolca. Gre za samostojen, pokončen, pokrit, pretežno lesen, odprt objekt za sušenje in spravilo na letvah. Se pravi, definicija je razmeroma široka, videli pa boste, pokazal bom vsaj nekaj primerov, koliko različnih stvari pri kozolcu lahko vidimo. In če začnemo seveda pri žitu. Če med obema vojnama so kozolcu rekli žitni kozolc. Ne kozolc, ampak žitni kozolc. Čeprav beseda kozolc je seveda tista reč, ki se spreminja od kraja do kraja. Na Gorenjskem, predvsem v Bohinjskem kotu, pravijo stoh s takim h-jem, ki ga sam ne znam izgovoriti. Drugje pravijo kozolcem. Kozolc je neka skupna oznaka. No in če začnemo žito, se takole pržanje, se takole postavi v snope, v kupčke, česar seveda danes ne moramo več videti, ali pa zelo, zelo redko. Še vedno pa v ostrnicah lahko najdemo seno, se pravi, tukaj pa je. Ampak pri tem se lahko pravzaprav naučimo, kako so se naši predniki naučili. Poglejte, če imamo otepe žita, ki so ga morali seveda nekam nesti, da so ga lahko uporabljali, so šli skozi grmovje, kjer se je nekaj tega žita seveda obdržalo. In kasneje, ko so videli čez pol leta ali pa čez celo leto, da je tisto, kar se je tukaj obdržalo, ostalo, nekje drugje, pa je lahko zgnilo. Skratka, gre za popolnoma logičen primer, da so začeli uporabljati ostrnice, se pravi neke palce, na katere so to obešali. Naslednja stopnja je pa seveda kozolc, ki ima zelo, zelo različne oblike. Različne oblike od popolnoma začetkov, kar še ni kozolc, kar še ni stalen objekt, ampak je samo naprava za sušenje, do stegnenih kozolcev, dvojnih, dvignenih, takih z repom, s čopi, na 4 vode, skratka zelo, zelo različno. Vseh ne bom mogel pokazati, ali vseh
zanimivih pokazati, ampak samo nekatere. Najbolj enostavni kozolc je stegnjeni kozolc, ki ima od 2 stebrov in enega okna. Domačini namreč pravijo, kozolc je grajen v okna, v eno okno, v 2 okni ali v 3 okna, se pravi 3 polja, kot jih ima tale, in so lahko dolgi, včasih profesor Mučič jih je naštel 24. Ponekod imamo birtah ali nahrbtnik ali predpasnik, ki nam služi temu, da ko so pripeljali voz z žitom in je začelo nenadoma poleti deževati, so ga postavili pod to streho in tako so obdržali tisto letino. Stegnen kozolc ni samo lesene konstrukcije, kjer imajo kamen, so naredili razumljivo tudi kamnite stebre in celo kamnite strehe. Žal takih le skoraj da ni več, razen seveda samih stebrov. Omenil sem že birtah ali nadstrešek, ki je zelo koristna reč tam, kjer je pač potreben. Lahko je dvojni tam, kjer imamo kraško, v kraški pokrajini, kjer imamo kras in kamnito zemljo. V to zemljo ne moremo kopati globokih jam za temelje, ampak konstrukcija je lahko samo taka, da jih povežemo 2 kozolca v dvojni kozolc in ta kozolc je potem stabilen. Nizek kozolc je seveda še bolj uporaben, pod njega lahko zapeljemo voz. Danes najdemo tam tudi avtomobile, kar ni narobe, najdemo traktor ali orodja, kar seveda ni nič narobe, ker so to delali že včasih. Poglejte, tukaj spodaj je navaden voz. Dvojni vezani kozolc je tak, ki zrase v višino in ki je pravzaprav najbolj uporaben in se ga da najbolj uporabno tudi imeti pri domačiji. Gre namreč za sestavni del domačije. Popolnoma v lesu, slamnato streho, s krilasto streho, kasneje tudi z drugimi strehami. Stebri so lahko zidani, se pravi iz kamna, iz opeke, ali pa so seveda leseni. Kozolc kot tak je neodtujljiv del slovenske krajine, se pravi naše kulture. Se pravi, krajina, če si predstavljamo razglednico Slovenije, kjer bi poradirali vse kozolce, to ni več Slovenija. Se pravi, gre zelo enostavno za ključni element naše kulturne dediščine. No, kozolc proti primorski, z okroglimi zidanimi stebri, na Dolenjskem, kjer rabijo več, dobi kozolc repe, se pravi 2 stegnena kozolca se podaljšujeta. Na Gorenjskem najdemo izvedbe, kjer so kozolci postavljeni tako v hribu, da lahko na podstrešje pridemo kar z vozom ali pa stopnicami, kot je recimo primer tukaj. No in če se zdaj pogovarjamo o arhitekturi, tehniki kozolca, vse skupaj izhaja iz kroga. Krog pa je prerez debla, se pravi drevesa. In ko sestavljamo deblo z deblom, pridemo do tega, da se stika na neskončno majhni točki, kar pomeni, da ta po dolžini, kadar gre za dolga debla, kadar gre za dolge elemente, ne more tesniti. Se pravi, rabimo nekaj drugega, obrezan element, ki lahko tudi tesni. In tukaj pridemo zdaj do kroga, kvadrata in do diagonale kvadrata, ampak boste rekli, to je seveda samo veselje nekega znanstvenika, ki ve, kaj je to kvadratni koren iz 2, to je diagonala kvadrata, ampak tisti drvarji, tisti, ki so delali kozolce včasih, tega niso vedeli. Niso vedeli, kot koren iz 2
Znani so pa iz okroglega profila debla, iz tesa največji kvadratni profil, to je kvadrat. No in če zdaj pogledamo, kako so bili včasih kozolci postavljeni, včasih je bil steber kozolca s temeljem v istem, potem so ga morali porezati, ker je v zemlji seveda zgnilo, in podaljšati in s tem podaljšati njegovo življenjsko dobo. Ampak spet se vračam na krog in na kvadrat. Poglejte, tisti spodnji del, temeljni del stebra, ki mu pravijo baba, zato ker baba nosi 3 stebre pri hiši, se pravi nosi. In pri stebru imamo spodnji del, ki dejansko tudi nosi, in tukaj imamo ta del, ki je v krogu, in steber, ki je kvadraten. In zdaj, zakaj smo pustili okroglo? Zato, ker jasno v zemlji je vlaga, v zemlji gnije in počasi prihaja proti notranjosti. Če bi imeli temelj obrezan tako, kot je steber, bi zgnilo bistveno prej. No, poglejte, baba, ki je spodaj skoraj okrogla, in zgoraj steber, ki je zelo pomemben element, je vrh babe, ki določa razmerja, ker se meri vedno po horizontali do te točke in v vertikali od te točke naprej. In zdaj seveda boste rekli, a je to res, da gnije? Ja, v zemlji gnije in kaj lahko naredimo? Odrežemo, odstavimo kamen ali pa to podaljšamo na druge načine. No in če govorim spet o kvadratu in krogu, ni samo ta osnovni del, gre tudi v detajlih. Računati moramo, da so preprosti trvari, tesarji in pohištveniki, mizarji, včasih uporabljajo samo preprosta orodja. Žago, ki je lahko žagala samo ravne reze. In tukaj imamo, kako lahko naredimo nek razmeroma kompliciran element z enostavno žago, vendar tako, da imamo vedno pravi kot, da imamo vedno kot 45 stopinj, iz preprostega razloga, ker je to praktično, ker se izogibamo napakam in ker je to pravzaprav tisto najbolj pomembno, kar pri kozolcu je, in to je red. Elementi, ki nastopajo, čist tehnični elementi, so stik dveh tramov, dveh klad, horizontalne, vertikalne in v horizontalni seveda v dveh smerih. To lahko pojačamo vsaj pri montaži s klinom, ki mora vedno gledati ven zato, da jemlje vlago iz zunanjosti in takrat, ko je napet, deluje, ko se pa posuši, lahko pa tudi izpade. V glavnem gre za klin, ki mora biti tukaj samo pri montaži, sicer pa drži lastavičji rep, se pravi tisto, kar je zunaj širše kot znotraj. Se pravi, gre za lastavičji rep, ki deluje kot tak. Ampak tudi celota kozolca je pravzaprav ponavlja neke elemente bilke ali pa, če hočete, drevesa. Bistvo drevesa, bistvo debla je, da ima mehek ovoj in trdo jedro. Trdo jedro je uporabno za kot les, zunanji del je treba zavreči. Ampak bistvo kozolca je pravzaprav to, da imamo gibek ovoj in trdo jedro v notranjosti, ker to enostavno drži. In to trdo jedro je brana. Ta brana je lahko zelo gosta, je lahko zelo redka. Skratka, gre enostavno za vzdolžno zavetrovanje, kot pravimo v arhitekturi. In ta brana je lahko enojna ali dvojna. Včasih so rekli, da je kozolc grajen v eno drevo ali v dve drevesi. Gre za eno brano, pogledajte, ena brana in tukaj imamo dve brani in znotranji prostor je še vedno uporaben.
tukaj v eno drevo in tale v 2 drevesi na Dolenjskem. Načelno gre za južno od Ljubljanice in Save kot dolenjski kozolec z 2 in na severu v eno drevo. No in ko imamo potem seveda elemente, ki jih je treba zaščititi, gre za letve, ki najbolj gnijajo tam, ker so bile porezane, zato jih lahko zapremo z neko vertikalno letvijo. Razumljivo, kadar imamo zidan steber, je treba delati te detajle nekoliko drugače. Poglejte, v zidan steber ne moramo vklapljati direktno letve, ampak preko neke deske ali ploha z imenitnim detajlom, kjer letvo enostavno potegnemo noter, spustimo in je fiksirana. Se pravi, uporaba pameti. Strehe so, jasno, izjemno pomembna reč. V Bohinju, kjer ima dež mlade, rabimo tudi zaščito od strani. Se pravi, dež iz zahoda ponavadi prihaja z vetrom in kozolec mora biti tukaj zaščiten. Posebej zaščiten pa seveda spet tisti odprti del trama, ki ga je treba zaščititi s strešico, kot jej tudi domačini pravijo. V notranji strani, v notranjem delu imamo ročice, ki so lahko večje ali manjše. Ampak poglejte, bolj konstruktivne so večje ročice, tudi tukaj lahko postavimo samo majhen voz, če imamo pa to ročico manjšo, lahko postavimo večji voz. In vhod, ki kasneje bom omenil dekoracijo in dekorativnost pri tem, poglejte, imeniten vhod v osrednji del kozolca v 2 drevesi, ker ima lahko vrata sestavljena tako, da imamo 2 ročici, ki sta popolnoma konstruktivni, in zapiranje in spodnji del kot podajalno ploščad. Od spodaj imamo pa lahko seveda tisti dekorativni del, ki je pa izpoveden del. Se pravi, izpoveden tako, da je napisano, kdo je lastnik, kdo ga je postavil, katerega leta so postavljeni in tako naprej. No, cela reč je lahko zelo preprosta, pa zelo dekorativna, posebej, kadar pogledamo iz notranjosti navzven. Ampak vse to, pravzaprav, letvanje izhaja iz tega, da so včasih te stvari delali tako, da so sveže deske enostavno nabili skupaj. In ko so se te deske posušile, so nastale razdalje vmes, ampak te razdalje so ključne, ker tukaj na podstrešju, slika je sicer iz Goričkega, ampak gre za žito, ki so ga sušili, ali pa tudi na tej sliki leta 80 so ga še vedno sušili na podstrešju, je zračnost ključnega pomena. In zdaj, ko imamo zračnost, imamo tudi sonce, ki nam pomaga in nam daje energijo. Energijo, se pravi toploto, ta toplota greje zrak spodaj in ta zrak vabi spodnji, hladen zrak, da se dviga in da počasi prihaja navzgor. Bistvo sušenja pri kozolcu je namreč to, da imamo spodnji hladen zrak, ki potuje navzgor in med potjo suši tisto, kar smo mu dali za sušiti. In poglejte, zakaj 45 stopinj? Ne samo zato, da je to poenostavljen kraš. Če se štejemo naklon sonca, od januarja pa do decembra, najnižjega, najvišjega in spet najnižjega, se štejemo, delimo z 12, dobimo 45. In Slovenija leži približno na 45. vzporedniku. Se pravi, najbolj učinkovita uporaba sonca gre enostavno za to učinkovitost. No, tukaj gre za ta znamenit kozolec, ki ni prav star za kozolec. Narejen je leta 1944, kar je za kozolec razmeroma mlado, zame, ko sem bil rojen istega leta,
je nekaj več, ampak tukaj gre za mizarske detajle. Ampak ti mizarski detajli nastopajo tudi drugje. Poglejte, dekoracija. Mnogokrat na predavanjih rečem, vernikularna arhitektura ne pozna dekoracije, a je dekorativna. Poglejte tukaj, dekorativna reč, ki pa je popolnoma učinkovita in to tako, da celo površino zožamo na eno samo točko. Voda, ki teče navzdol, se stika v eni točki in tam seveda gnije. Če bi odtekala na celi površini, bi gnila cela površina. No, ampak prej sem pokazal kompliciran element, tukaj gre z žago, lahko požagamo isto, še vedno je dekorativen kot element, dekorativen kot razdalja spredaj zadaj in kot senca. Se pravi, neka učinkovita zadeva, ki nedvomno je dekorativna, ampak ni bil to osnovni namen. Ali pa recimo to, kar sem našel leta 1975 na Dolenjskem, kjer je steber posnet. Vogali so posneti zato, da krave, ki so hodile tukaj okrog, ne bi podrgnile in ne bi pokvarile samega elementa. In spodnji del, poglejte, je lepo, kot bi s palcem pokazali rob babe, se pravi, spodnji del je baba, zgornji del je steber. Tukaj začnemo celo konstrukcijo, o kateri bomo govoril v nadaljevanju. In kot tehnik pokažem še nekaj. Poglejte, prednapetost. Prednapetost je moderna zadeva, ki so jo izumili pred nekaj desetletja, mogoče pred 100 leti, vrhunski strokovnjaki statiki, ampak gre enostavno za to, da so pred 200, 300, 400 leti to poznali že tudi naši predniki. Gre zelo preprosto, če vzamemo desko in jo obtežimo, se nam povesi. In če to prednapnemo, prenaša bistveno večje teže kot sicer. Skratka, gre za uporabo pameti, kot je recimo tole zlati rez, ki se sicer razmeroma komplicirano izrazi, tudi če pogledamo, bolj preprosto se ga nariše, gre za razmerje človeka, od vrha do popka in od popka do tal. V tem razmerju je konstrukcijski element zagotovo statično najbolj nosilen. No in zdaj še uporaba pameti, ko imamo, to je knej na Dolenjskem dira, neke vrste predalček, ki ga iz kozovca potegnemo in na njem sušimo proso. Ampak to je težko, če si predstavljamo 5x5x5 metrov velik element, je treba prenesti ali potegniti iz kozovca. To so naredili zelo preprosto, da so v zgornji del vgradili enostavno lestev in neko prečko, kjer so z ročico spodaj to začeli premikati in razumljivo. Poglejte, če je to 1 decimeter in tole 20 decimetrov ali 2 metra, je to 10 proti 2 metrov, 20krat večja moč, ki bi jo sicer imeli, če bi delali to direktno. No in tukaj še en primer na Ljubljanskem barju, uporaba kot gumno. Ko sem to prvič videl, sem videl na zadnjem delu kozovca enostavno prostor, ki ni imel stropa. In ko sem lastnika vprašal, ampak tukaj je kašča in kašča mora biti zaprta, se miške podgane letajo, noter pa bodo žito in vse to pojedle in je rekel lastnik, kje pa, kaj pa mislite? To ni nobena kašča. Sem rekel, ja dobro, kaj pa je to? To je gumno. Jasno, spodaj imamo barje, imamo vodo in ne moremo mlatiti žita na tleh. In to lahko delamo potem samo v zgornjem delu,
kjer ga niso mlatili s cepci, ampak tako, da so se prijeli za ročaje in tepetali z nogami. Skratka, uporaba kozolca tudi v take namene, ki jih ne bi nikoli pričakovali. In če se zdaj spet vrnem na tisti kvadratni koren iz 2, diagonala kvadratna in tako naprej, gre enostavno za uporabo razmerij. Rekel sem, red je najbolj pomemben element kozolca. Kozolc je grajen v redu in v vseh elementih. Gre pa za poenostavljanje in za izogibanje napakam. Se pravi, da so lahko delali tudi neposebno vešči delavci s preprostim orodjem. No in tukaj imamo zdaj 2 tipa kozolcev, kadar govorimo o teoriji. Na severu nad Savo in Ljubljanico slokega in spodaj čokatega, se pravi močnega. Ampak značilnost je, da je ta notranja širina 1 in da je tukaj višina od babe do poveznika 1, da imamo tukaj konstrukcijo, tesarsko konstrukcijo 1 in potem diagonalo tega kvadrata je kvadratni koren iz 2. In cela višina je 1 plus koren iz 2 polovic, kar je za 1,7% več kot kvadratni koren iz 3. Tako da imamo samo 3 elemente. 1 na dolžine 1, koren iz 2 in koren iz 3. Vse skupaj pa lahko poenostavimo, da je kozolc v 2 okni zgrajen iz 3 kock. Pričemer eno kocko porežemo po diagonali in tako dobimo, pogledajte, konstrukcijo, ker dobimo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se pravi, kjerkoli pogledamo, dobimo 1, dobimo diagonalo kvadrata, ki je širina poveznika in imamo seštevek 1 plus koren iz 2 polovic, kar je diagonala kocke, ki je tako preprosto narejena, kot otroci sestavijo igračke z 3 kock. Mira je 1, koren iz 2 in koren iz 3. Ampak cela zadeva ni zato, da bi bilo meni všeč, ampak zato, da je lastnik določil pravzaprav samo en element, širino. Tesar je to širino nanesel v kvadrat, jo postavil gor, celo konstrukcijo dvignil, na isto mesto postavil drugo konstrukcijo, to dvignil in ko je imel 2, ali 3, ali 4, ali 5, je ustavil jedro. In končni rezultat je dvojni vezani kozolc. Sloka izvedba nad Savo in čokata izvedba na Dolenjskem. Zakaj? Zato, da se je poenostavljal, da je izogibal se napakam, ampak tisti tesar, ki je pa recimo v dolini proti Trojanom profitiral pri Špirovcih 20 cm, res, da je prihranil 20 cm pri Špirovcu, ampak sestavil pa ni kozolca, ampak spaček. No in zdaj, zakaj je pomembno, da se ukvarjamo s kozolcem? Zato, ker je to treba delati ali zato, ker je to uporabno. Poglejte, bistvo vsega tega je, da to najprej zmerimo, narišemo in postavimo neke risarske elemente, na katerih lahko potem merimo, analiziramo in postavljamo, ali je to, kar sem prej povedal o kvadratu, kvadratnem korenu iz 2 in tako naprej, res, da je to postavljeno. Ampak cela zadeva se izkaže neverjetno uporabna. Lansko leto, ko smo delali dokumentacijo tegale imenitnega kozolca na Ravnah nad Bohinjsko Bistrico, v Bohinju smo sem
naredil dokumentacijo. Dokumentacija pomeni, da poveš, kje je to, kako je bil grajen, GPS podatki, se pravi, da ga lahko najdemo, kadar gre za bolj kompliciran, da na karti pokažemo, kje to je, da je to nad Savo ali je to na Dolenjskem, da imamo potem vse mire v merilu narisane, da jih pokažemo s fotografijo, da jih pokažemo tako, kot je. Ampak najbolj zanimivo je bilo, ko sem kasneje šel še enkrat pogledati, da bom naredil še boljše fotografije, sem bil presenečen. Kozolca ni bilo več. Ampak imamo vsaj še fotografije in dokumentacijo naše nekdanje dediščine. Tako je ta reč dokumentiranje in znanstvena obdelava še kako pomembna. No in zdaj primer, česa ne bi smeli delati muzej kozolcev, ker je, poglejte, tole je nažalost fotomontaža kozolca, ki stoji na svojem originalnem mestu, ki so ga podarili, postavili v sklop z drugimi kozolci, kar je pri kozolcih primer samo v dveh primerih, Studor na Gorenjskem in Mihovci na Dolenjskem, kjer so organizirani sklopi kozolcev, drugače stojijo kozolci vedno samo posebej. No, tukaj so postavili ta kozolc v sklop z drugimi kozolci in dobili imeniten ambient. Ambient za organizacijo ljudskih veselic, kar s pridom uporabljajo. Ampak kaj je rezultat tega? Originalni prostor, kulturna krajina, kjer je kozolc včasih stal, je pod budnim vodstvom tudi Zavoda za varovanje kulturne dediščine ostala krajina, kulture pa ni več. In če pogledamo zdaj na kozolc, žitni kozolc, rekel sem, tega praktično ni več. In zanimivo je, recimo, Kišner ali Šesner v Graubündenu v Švici, naprava za sušenje, ki jim sicer nima strehe in je naprava, ki jo postavijo po potrebi in po koncu potrebe spet podrejo. In se piše Kišner v Graubündenu z ešem, tako kot ga pišemo v Sloveniji. Eš. Sklukica. Kišner, no, ta je tam okrog prve svetovne vojne, ko so nehali s to staro tehnologijo, da ko si bil lačen, si šel v kozolc, v mlin, v peč in si potem lahko jedel. Tega ni bilo več, je to enostavno podrlo in danes jih imajo tam po starih slikah, sem jih preštel 52 v mestecu Dandrijo. Ko sem prišel pred 10 leti tja, so bili še 4 kot spomeniki njihove dediščine. Ampak kakšno zvezo ima to s kozolcem? Kozolc je doživel isto travmo. Tehnologija se je spremenila. Žita ni več in kozolc bi lahko propadel tako, kot je propadel Kišner. Ampak pametni Slovenci so rekli, če ne bomo žita, bomo dali v kozolc pa seno. In tako je kozolc preživel, tako lahko kozolce vidimo kjerkoli, tudi uporabljamo vedno več, moram reči, v zadnjih 10 letih, nekaj 10 letih se pojavlja vedno več kozolcev, bolj ali manj pravih ali takih, kot bi morali biti. Ampak kozolc kot tak je nedvomno največja slovenska arhitektura, je izjemno pomemben element naše dediščine, ki se jo moramo najprej zavedati, ampak za zavedanje moramo kozolc najprej poznati. Jaz upam, da sem vam vsaj nekaj elementov arhitekture kozolca zdaj predstavil. Gospe in gospodje, hvala lepa.